Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na tretjem in hkrati zadnjem strokovnem simpoziju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki smo ga pripravili v okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. Danes bo beseda tekla o novih tehnologijah, ki omogočajo lažje vključevanje slepih in slabovidnih v družbo. Ljudje z okvaro vida namreč z določenimi tehničnimi prilagoditvami lahko neovirano dostopajo do širokega nabora informacij, vedenj in znanj, ter hkrati uporabljajo pri tem raznovrstne izdelke in storitve. V večini primerov za temi prilagoditvami, ki omogočajo večjo dostopnost, stoji zelo veliko strokovnega znanja in vedenja. Pogosto pa se tovrstni projekti začnejo že z osnovno ozaveščenostjo o potrebah in željah ranljivih ciljnih skupin, med drugim tudi slepih in slabovidnih. Danes bodo različni strokovnjaki spregovorili o tehnologijah, ki slepim in slabovidnim ter ljudem z motnjami branja omogočajo lažje branje in tudi delovanje. Hkrati bomo predstavili tudi nekaj primerov dobrih praks na področju razvoja tehnologij za ljudi z okvaro vida. Tokratni simpozij bomo sklenili z okroglo mizo z naslovom Prilagoditve za slepe in slabovidne, zahteven proces ali le dobra volja, kjer bomo z gosti zagotovo poskušali spodbuditi razmislek o različnih možnostih prilagoditev za povečanje dostopnosti. Vabljeni ste torej, da z nami preživite zanimiv dopoldan in tudi del popoldneva. Še nekaj kratkih besed namenjenih samemu projektu Knjižnica slepih in slabovidnih, v okviru katerega izvajamo današnji simpozij. Knjižnica slepih in slabovidnih, ki se imenuje po ustanoviteljici Minke Skaberne, je nastala kar pred 96 leti, in to še preden se je oblikovalo organizirano združenje slepih in slabovidnih. Že več desetletij se je soočala s hudo prostorsko in tehnično stisko, zato je bil onemogočen razvoj, primerljiv s podobnimi institucijami v tujini. Zveza društev slepih in slabovidnih je v letu 2013 pridobila sredstva za izvajanje projekta z naslovom Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ta pa se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, prednostne usmeritve, dvig zaposlenosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti. Poleg novih knjižničnih prostorov in povečanega nabora knjižnih gradiv v prilagojenih tehnikah želimo z omenjenim projektom prek različnih programov, usposabljanj in kulturnih dogodkov širšo družbo ozaveščati o prisotnosti slepih in slabovidnih v družbenem okolju.